Prav lep pozdrav z komentatorskega mesta v Mariborskem Ljudskem vrtu, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Tretjo tekmo zadnjega letošnjega kroga slovenskega državnega prvenstva bosta uprizorila Maribor in Gorica. In že takoj na začetku. Poglejmo podajo Ahmetaja, zanimiva ideja, Marinič, pa potem strel Jukića in prek gola. Kar je takoj rezultiralo z tem, kar gledamo. Krona veter do Milca, krasno, atraktivno in potem prečka. Ko so spet spremenili sistem s 4, tisti tekmi v Celju, veliko boljši. Podaja na Tolića, to je nevarno, Vipotnik, gol! Maribor vodi v 25. minuti, Žan Vipotnik pa nadaljuje svoj strelski pohod, to je že njegov 9. gol v tej sezoni. Na 17. tekmi lepo mu je žogo nastavil Marko Tolić. Ahmetaj s predložkom, priložnostni gol! Izenačenje 1-1. Najboljši možni način. Kdo je bil strelec, ali Leon Marinič ali vendarle Miroslav Iličić, ki nam ga kaže režiser. 1-1 v Ljudskem vrtu, odličen predložek Alessandra Ahmetaja, potem pa Marinič. Poglejmo Petrovića in vratarju, kot je sprožil, preigrava Vipotnik, podaja v sredino, iz ozadja Sikošek, še ena žoga pred gol, Vipotnik in gol! Ne, v prepovedanem položaju je bil Žan Vipotnik. 78. minuta, poglejmo še enkrat. Toda to zdaj seveda ne bo smelo ovirati ne enih, ne drugih. Iličić, tu je Vipotnik, Vipotnik proti sredini, gol! Žan Vipotnik, 2-1, drugi gol na tekmi v 80. minuti. Žoga je tam najbolj sigurna. Ja, seveda usposobljen zelo za takšno igro Josip Iličić, no zdaj pa izgubljena žoga in Petrović je v naletu, odkriva se Bigs, Bigs strelja mimo gola! Damir Krznar, čestitke za zmago. Pred tekmo ste rekli, ne bo težko, Gorica je trdovratna, na koncu se je izkazalo da je bilo res tako. Je, i ono što smo rekli na početku, vozili smo na rezervi ovu utakmicu, jednostavno potrošeni i emocionalno i fizički. Ok, nije to bilo, možda je to bila brzina niže nego svih ovih utakmica, ali jednostavno i tako kad nisi pravi u smislu te napadačke kreacije, pa opet dobiješ utakmicu i to je za čestitke. Čestitke igračima jer su zaista izvukli sebe zadnje od tome snage, radili su od prve do zadnje minute, to je se na kraju isplatilo. Hvala i ovoj publici koja je prepoznala da nam ne ide i dizala nas, bila uz nas, svi skupa. Uspjeli smo doći do još jedne pobjede. Lijepo će biti otići na odmor u ovakvom nizu. Nadamo se da ćemo tako nastaviti na protuletje. 5. zaporedna zmaga. Ja, odmor je tu, ampak verjetno, ko ste v takšni formi, bi si želeli odigrati še kakšno tekmo. Pa je, naravno, kad ti ovako ide, onda probavaš sve, ništa. Preporučujem igračima da igraju ove božićne turnire, malom nogometu, dok su ovak u šusu, možda i tamo nešto osvoja i mali džeparac će dobro doći. Samo še to, na koncu v drugem polčasu smo videli tudi nekaj novega v napadu.
napadalnem smislu. Žan Vipotnik se je pomaknil na krilo, to je nekaj, kar se je izkazalo na koncu celo za koristno. Tražili smo tu ta napadačka rješenja, jednostavno Žan nam je bio sam i trebali smo tu još jedan dodatak, zato smo uveli prvo Joju pa onda Roka, prvo Joju da malo navuče sve te igrače u sredinu di je prema špici, a onda Roka da opet Jojo dobi prostora na strani, rasteretili smo na drugoj, a Žan može igrati sve tri napadačke pozicije i ovaj put se pokazalo jako dobro. Žan Vipotnik, beseda ali dve še o njem, sjajna forma. Fantastično. Jednostavno kad igrač tako uđe skromno, kada radi cijelo vrijeme i kada mu se otvori, onda ga jednostavno krene. To nije ništa drugo nego nagrada za njegov predani rad. Molimo Boga da tako potraje. Najlepša hvala. Hvala vam. Miran Srebrnič, ta tekma ima dve plati. Najprej o rezultatu, verjetno ste si želeli več, predvsem glede na prikazano v drugem delu. Mislim, da smo igrali tekmo tako, kot smo se zmenili. Smo postavili čvrst blok od zadaj, nekako potem v drugem polčasu to nadgradili še z dobro pas igro in bili kar dosti nevarni. Mislim, da sigurno, da smo zaslužili na tej tekmi več, ampak nogomet je tak, žal mi je zaradi fantov, ker so res dali danes od sebe eno dobro predstavo. Ni se išlo rezultatsko, ampak bo to nagradilo na drugih tekmah, upam. Ja, ravno to. Igra je bila dobra z vaše strani, oziroma ste zadovoljni s tem vidikom, kar je dobro tudi za naprej, seveda. Ne, to je ena pozitivna plat te tekme, ampak nikoli ni v redu, ko zgubiš tekmo in treba iti domov malo razočaran in normalno. Škoda, ker se neke stvari se nam ne poklopijo. Dejstvo je, da težko zabijemo gol. Pripravljali smo se danes, mislim, da za eno tako gostovanje kar dosti. Nekako nam fali ta mirnost v zaključku, ampak nikaj. Gremo dalje, zdaj je pauza, treba se dobro pripraviti za drugi del sezone, ki bo sigurno zelo težak. Važno je, da je ekipa pokazala en karakter, dosti dobrih stvari, je pa nekaj, da moramo dajati gole. Za konec, če to ocena te tekme je že bila podana, kaj pa ocena tega prvega dela sezone? Ste z njim zadovoljni? Gorica je na nek način, lahko rečemo, na tistem varnem mestu zdaj, ki še seveda prinaša obstanek. Če sem iskren, sem pričakoval več. Mislim, da tudi smo več si zaslužili, predvsem v prvem delu te prve sezone, ker smo igrali nekaj zelo dobrih tekem, nas ni nagradilo. Dejstvo je, da točka je malo. Glede na prikazano, sigurno ne 4 točke več bi si lahko po prikazanju zaslužili, ampak to zdaj ni bilo. Imamo neke težave, ki bomo mogli zdaj rešiti in upam na mirnejši in boljši drugi del. Najlepša hvala. Žan Vipotnik, še dobro, da je zunaj mraz, ne? Vi ste ta hip najbolj vroči igralec Slovenske lige, je sjajna forma. Sanjski zaključek pravzaprav tako za vas kot za Maribor koledarskega leta 2022. Ja, res je, zadnjih 5-6 tekem smo res v dobri formi in za nas škoda, da se je zdaj končalo jesenski del prvenstva, ampak upam, da bomo potem po pauzi spet takšni, kot smo bili sedaj. Verjetno tudi za vas osebno 5. zaporedna tekma z vsaj enim doseženim zadetkom, danes 2. Verjetno bi raje odigrali še kakšno tekmo, kot da greste na odmor. Ja, za mene bi bilo super, da bi še bilo par tekem, ampak je konec in dobro smo zaključili z serijo 3 domačih zmag in to je najbolj pomembno. Je pa bila danes tekma precej naporna, predvsem v drugem polčasu se je Gorica zelo pravzaprav organizirano branila in imela tudi svoje priložnosti. Ja, res je, skozi celotno tekmo so se dobro branili, imeli so svoje priložnosti, ampak mi smo svoje izkoristili 2-krat, oni enkrat in mi smo zasluženo zmagali. Za konec, če to drugi del tekme ste odigrali tudi na krilnem položaju, to je nekaj novega. Kako gledate na to, recimo temu transformacijo, nekaj novega v napadu Maribora? Pa ja, res je, lani sem igral tudi v Kranju celo pol sezone na krilu in se dobro znajdem tudi tu in upam, da dam trenerju dodatno rešitev. Najlepša hvala. Leon Marinič, druga zaporedna tekma v Ljudskem vrtu, ko ste za en zadetek pravzaprav bili prekratki za točko. Danes dobra predstava z vaše strani, predvsem v drugem delu. Ja, smo imeli dober načrt, smo se dobro držali, dobro stali na igrišču. Smo tudi trenirali, se pripravljali na Maribor
Vemo, da je dobra ekipa, da so v dobrem ritmu. Škoda, ker smo lih en korak za njimi zmeraj. Je pa danes malenko spešala tudi realizacija v drugem polčasu. Pri izidu 1:1 ste imeli kar nekaj svojih priložnosti. Ja, smo si ustvarili dobre priložnosti, bo treba biti bolj skoncentriran pred golom. To bi nas rešilo, sigurno, gol. Konec je tega koledarskega leta oziroma tega dela sezone. Kako ste zadovoljni v celoti gledano? Niste na tistem mestu, ki recimo prinaša izpad, kar je v osnovi za Gorico seveda dobro, obstanek med elito. Ja, ampak mislim, da smo si postavili malo višji cilj in mislim, da tudi zmoremo več. Tako da drugi del sezone bomo šli na višje mesto. Prihaja kar dolg odmor, 2 meseca, verjetno ga sprejemate z veseljem, nekaj bo časa za počitek, pa tudi seveda za pripravo na drugi del sezone. Ja, vsega po malem. Malo počitka in malo več priprave na drugi del sezone. Najlepša hvala.